Kar je problem, kar se že videli zdaj na debati, je v tem, da si premalo zaupamo in da mislimo, da nimamo konkretnih moči za to, da bi te spremembe dosegli. Če bomo uspeli v principu oddelati svoje v tej digitalni koaliciji, če bomo uspeli konkretne predloge dati na mizo in če bo država to poslušala, upeljala svoje politične programe in v operativo, kar se tiče zakonodaje in ostalih postopkov, bomo izredno uspešni. Učinkovito razvijanje digitalnih kompetenc v Sloveniji je stvar večdeležniškega pristopa. To pomeni, da vsak sektor, ki je danes sodeloval na tem forumu, predstavi in identificira izzive, s katerim se sooča na področju digitalnih kompetenc. So bili pa tudi nekateri skupni izzivi, kot so na primer pričakovanja do vladnih resorjev pri implementaciji strategij. Načelno smo se strinjali, da je za Slovenijo to ključno strateško vprašanje. Raziskava PIAAC je pokazala, da tehnološke spretnosti povprečnega slovenskega prebivalca nekako ujenjajo oziroma so nižje od povprečja v Evropi, predvsem od 45. leta, 50. leta naprej. Mladi tukaj izstopajo, so seveda ne samo v povprečju, na nekaterih področjih celo nadpovprečni. Kaj to pomeni? To preprosto pomeni odgovornost in odnos seveda najprej ustvarjanja podpornega okolja, ki ga mora zagotoviti država, da lahko vsak posameznik napreduje, seveda pa tudi odgovornost vsakega posameznika, da se izboljšuje, da krepi svoje spretnosti in da tudi sprejema te spremembe, ki prihajajo seveda danes iz zelo digitaliziranega globalnega okolja, ki je vedno in znova tehnološko napreden. Kako biti dovolj usposobljen v vsakem trenutku za izzive, ki prihajajo prav na digitalnem področju. Dejstvo pa je, da ravno tukaj tehnologija hitro zastareva, znanje hitro napreduje in zato je tudi ta dolgoročna odgovornost posameznika do vseživljenjskega učenja toliko bolj pomembna.